Dober večer želim, lepo pozdravljeni. Kako lepo, da nas je dobra volja zbrala na tale 1. september. Dan, ki simbolno in po temperaturah sodeč tudi zelo otipljivo pomeni eno spremembo in obrat. Mesec prvih plodov, mesec prvih trgatev, novih začetkov, mesec, ki prinaša tudi nov letni čas. Mi, ki smo danes tukaj, pa smo se odločili, da svežino tega novega meseca, septembra, pozdravimo tudi z nasmehom na obrazu in z nasmehom predvsem v srcu. Nocoj se veselimo in praznujemo, nazdravljamo namreč jubileju današnjega gostitelja, jubileju, ki zaokroža 30 preigranih, uigranih in razigranih let. 30 let najrazličnejših odrov, doma in v tujini, 30 let od aplavzov razgretih dlani, od navdušenih plesalcev razbeljenih plesišč, 30 let veselja, pa tudi odrekanja, glasbenih navdihov, pa tudi trdega dela, 30 let prekratkih noči in nepozabnih spominov. 30 let uspešnega delovanja praznuje ansambel Igor in Zlati zvoki. Tako da nocoj nas čakajo njihove največje uspešnice, nekaj novih skladb. Sigurno bomo razdrli kakšno šaljivo, skušali iz njih iztisniti kako fajn anekdoto iz njihove zavidljive zgodovine in pojasnili bomo celo misteriozne govorice, da v zadnjem času s tem ansamblom nastopa duh. Ok, dovolj besed, tako da Jože oziroma Igor, mi smo pripravljeni požen s čisto prvega albuma iz leta 1992 je tukaj viža Luna sije, srček bije. Ansambel Igor in Zlati zvoki. Ko se na zemljo že mrak spusti in se prižgo luči, nikar ne zamudi. Vsak dan na dolgo se pot poda, daleč na kraj sveta. Pluje in pluje zvezde poli, nam pa srebro deli. Videla luza že mnoge je, pare zaljubljene. Voda skrivnostna ona pozna, Dragi in spoštovani Igor Podpečan, dragi šefe, najprej iskrene čestitke k temu jubileju. Predvidevam, da je eno res veliko zadovoljstvo in ponos takole odkljukati 30 uspešnih let vašega ansambla, ne? Ja, najlepša hvala. Sicer sem višji od tebe, ampak danes pa sedim, no, tako da... Ampak smo pa na isti valovni dolžini. Hvala lepa za čestitke. No ja, vem, ampak če bi jaz imel 30 let ansambl, bi se tudi že počas malo usedel, ne? Ja, vse. Igor, ti si bil član original zasedbe Avsenikov in takrat, ko so Avseniki prenehali z delovanjem, kako je bilo to zate? Verjetno tako grenko sladek dogodek, ker konec ene zasedbe, ampak zate to pomeni začetek nove, druge zasedbe. Vsekakor sem zelo zadovoljen in srečen, da sem imel vsaj priložnost igrati pri Avsenikih, če tudi samo 2 leti, ampak hkrati sem se naučil marsikaj pri njih, od discipline do samega glasbenega izraza in jaz sem to tudi s pridom v prvih letih delovanja ansambla uporabil. Tako, in potem je prišla nova zgodba ansambla Igor in Zlati zvoki. Ti si edini še člana, ne, te original, ta prve zasedbe. Kdo bi pa pol bil ta drugi? Tako po stažu. Ja, tist bi pa po moje sedel med občinstvom danes. Ja, ne, od teh, ki so na odru, recimo. Ne, to sem pa samo jaz. A to si sam ti? Ne, ampak drugi po stažu, veš, ne?
Skratka, če ti pustiš, mene sam zanima, a bi bilo to Jelka in zlati zvoki, a bi bilo Majki in zlati zvoki. Je tisto, kar se bolj sliši. Igor, če bi en zakonski par praznoval 30 let obletnico poroke, ne, bi sigurno sprašvali, kaj je recept za to, da se v razmerju ohrani iskra na tako dolgi rok. In kaj bi pa rekel ti o ansamblu, kako zagotoviti pravo kemijo na dolgi rok? No, jaz sem vsekakor bil vezen člen vseh 30 let, zahteval sem kar veliko, lahko bi tudi od sebe kaj več zahteval, ampak trudim se po svojih močeh, nastalo je vsekakor nekaj skladb, delali smo na dolgi rok, se pravi, nismo muha, enodnevnica, nismo stremeli k temu, da bi delali neke instant hite, ampak trajnostno glasbo, torej ta, ki jo lahko večkrat poslušaš, pa da dolgo časa ostane poslušalcem v lepem spominu. Ja, zelo dobro si tole povedal. Pa sej mogoče lahko potegnemo vzporednice, da je v ansamblu tako malo kakor v zakonu. Kako pa je v zakonu? Kemija mora biti, ne? Ampak fizika pa tudi ne sme manjkati. Pa tudi matematika moraš imati, ne? Da ni v odnosu kakšnih neznank. Slovenščina je važna zato, da iz dvojine ne narediš množine. Kako je pa s tujimi jeziki? Če te preveč mikajo tuji jeziki, začne pa ponovati pol pretelovati, bi škripata, ne? Se pozna, da je danes prvi šolski dan, se lahko s tem malo igramo. Ampak naš oder danes bolj preplavljajo melodije in harmonije ter vesele viže, tako da skladba Gasilec moj, ki sledi, je bila prvotno leta 1993 posneta z 2 pevkama. Danes pa bo en ženski vokal prevzel moški, kar bo še posebej atraktivno, ko bomo slišali pevca v legah, kjer se ti od višine že malo zvrti in teh višin ne zmore prav vsaka, ne? No, na to pa si bomo privezali glasbeno dušo s čudovitim valčkom Zlatolaska, ki je postal slovenski valček leta 1998 in ki prelepo opiše čustva staršev, ko nam otroci odraščajo. Najprej torej Gasilec moj, nato Zlatolaska, ves čas pa Igor in zlati zvoki. Gremo! Vedno daleč gledam, zlatimi muhi se maham. Tudi črvan si ne gori, ljubljeni fabrika, kjer je le več ljudi. Jutri ga bom povabila, da bova skupaj plača. Bodi Gasilec brez skrbi, za nekaj od res še ne gori.
Hvala lepa. Ja, ni je na svetu ljubezni večje, kot je tista, ki jo spletemo s svojimi otroki. In samo starši poznamo ta vrtiljak čustev, ko nam otroci rastejo in se odpravljajo po svoje. No, ampak med temi čustvi je gotovo tudi ponos. In ravno ponos bo morda med drugim v naslednjih minutah preveval tudi naše današnje gostitelje, saj se jim bo zdajle na odru pridružila malenkost mlajša zasedba, ki pa dviguje slovenske odre, plesišča in glasbene valove kot le malo kdo. In ki je z Igorjem Podpečanom povezana že od najzgodnejših začetkov, bomo kasneje povedali kako. Vsekakor pa verjamem, da jih bomo zdaj pozdravili z velikim navdušenjem in se prepustili tej izjemni kombinaciji, saj bodo pred nami v živo nastopili Igor in Zlati zvoki ter prvi gostje nocoj, to so Modrijani. Zlata lanica, to je svetla ljubica, dobro me pozna. Ona je edina, njej povedal sem, da nocoj je zadnjič, koliko leto grem. Leto nisem hodil v njeno kamrico, leto nisem upal, ženil se bom z njo. A potem sem slišal, da je za meni, da z drugim vodi, meni se smeji. Jaz lunco vprašal bom, kaj mi sedaj storiti je. Mogoče ona mi bo znala zdraviti srce. A lunica molči, na svetu takih ne deli. Kdor od ljubezni je, bolan se zdravi sam. Zdaj pa imamo čudovito kombinacijo na odru, oder se je lepo napolnil. Blaž in Modrijani, dobrodošli tudi vi na nocojšnjem koncertu. Zdaj pa je treba pojasniti tiste začetke. Torej, nekako ste povezani Modrijani z Igorjem Podpečanom. Naj nam kdo to razjasni. Ne nekako, zelo, zelo povezani. No, tako. Vsi začetki vodijo k njemu in k njegovemu studiu, pa tudi k nočem Modrijanov. Prvo noč Modrijanov na Dobrni takrat je ozvočeval Igor Podpečan, ker smo njemu tudi najbolj zaupali. Se spomnim tistih 4 zvočnikov, ja? Ja. Potem pa številne ure v studiu in še vedno, ko se vozimo po Sloveniji, pa tudi po tujini, ko poslušamo naše stare pesmi, si rečemo, zdaj, glej, kako to lepo zveni, kako to lepo zveni. Igor je znal najti tisti pravi zven pri Modrijanih. In če je recimo Vilko Ovsenik našel zven za fante s Praprotna, je zagotovo Igor Podpečan našel pravi zven za Modrijane. In mi bomo za to večno hvaležni in tudi večino stvari, ki jih znamo, za igrati pa za pet smo se naučili pri njemu v studiu. Ni bilo vedno lahko, ker pač, ko Igor gredo pogleda, takrat se trese gora. Pa tudi mi smo se tresli, ker smo bili stari 15 pa 16 let. Še dobro, da smo imeli vedno plenice s sabo, ko smo bili v studiu, ker smo imeli tudi polne hlače pogosto. Ampak skozi take izkušnje se pa potem kališ in potem, če smo vse to zdržali v studiu in se tako veliko naučili, smo si nabrali vso veliko znanja, s katerim smo potem varno pluli tudi druge. Bravo, čestitke, lepo slišati.
Hvala, lepo si povedal, sem skoraj z jokom. Ja, no. Pa še bi lahko govoril, sam Ja, vidiš. pa že Boštjan z odra vrgel. Ne, veš, nekje plenice, nekje pa robčke rabiš, a veš. Igorju gre pa malo na jok, ne. Imam pa še ene plenice s sabo, ne moje. Važno, da človek ne zadržuje preveč, a ne? No, prvih 5 albumov ste posneli pri Igorju. Sam tako za občutek, katere uspešnice torej so tiste vaše največje, ki so bile pod Igorjevim mentorstvom posnete? Vse te glavne, ne? Recimo, tukaj bodo danes 4 kovači, prav spomnim se, da smo 1 minuto pred zaprtjem pošte oddali pesem Tvoje solze me bolijo, ki smo jo poslali na Polkar Valček in je pesem tam zmagala, pa Neskončno zaljubljena, ki je potem zmagala, pa Ajda na polju, ki je potem zmagala, pa tudi Spomina pevca še živi, ki je bila ena prvih največjih uspešnic. To je vse bilo posneto v studiu, pa ne samo posneto, Igor je rekel, takole more zveneti, takole morate peti. In kako lepo. Igor, se je kar splačal. Dobro smo naredili. Izredno sem ponosen, da sem lahko bil začetni kamenček pri vaši strašansko uspešni karieri. Kar cel mlin. No, navezava in povezava je očitno več kot dobra, zdaj pa toliko sva pa televizijca, da bova res že vedela, da predolgo govorimo in da je treba dati spet muski malo zapovedati, ne? Tako da ansambl Igor in Zlati zvoki ter Modrijani, izvolite! Kadar vodim in hišice tvoje in ko vidim, da luče gori, nekaj lepega v srcu zapoje in po tebi mi zahrepeni. Kadar na te pomislim, lepo je, kaj ti vem, da ne upam zaman, da v hišici najdim tvoje, bova zjutrom pozdravljala dan. Dekle, zdaj mi povej, dekle, zdaj mi povej, je kaj prostora zame v tvoji kamrici. Dekle, zdaj mi povej, dekle, zdaj mi povej, če kdaj v mislih name se milo ti stori. Evo ga, ansambl Igor in Zlati zvoki gre na zasluženi odmor, Modrijanom bomo pa zdaj prepustili oder, ne vem točno, kaj ste mislili s tem reflektorji, ampak bomo že zrihtali. Tako da jaz nekako moderacijo od zdaj naprej, ko ste Modrijani tukaj, pa prepuščam, ne vem, no, sem slišal, da imate v bendu enega, ki je tudi televizijski voditelj, tako da se mi zdi, da se bo kar znajdel sama, ne, brez težav. Ok, dajmo prosim en spodbuden aplavz še za Modrijane, ki zdaj prevzemajo vašo veselico. Izvolite. Ko ajda na polju zacveti, me zmeraj v srcu zaboli. Saj vem, da prihajaš biti jesen, megleni dan, mraz in dež ko ajda na polju dozori, se sonce na hitro poslovi.
poletja, uprto mojem sadetiš, sredi pisanega cvetja, od najših se mi lepša zdiš. Rad otrgal bi te nižno, ti ruža moja vroči sad, zaljubi za s tabo brižno, srce gori mi noči dan. Ti moja rožica, kraljica mojega, si srca dalega. Ti moja rožica, na dan zrih let, najljubši cvet. Hvala. Iskrene čestitke ansamblu Igor in Zlati zvoki, celotni ekipi, vsem, ki so ustvarjali glasbo za ta ansambl in besedila in celotni ekipi, tudi v imenu Modrijanov. Pred naslednjo pesmijo in pred tisto, ki bomo zagrali čisto na koncu, boste slišali katero, bi radi Modrijani rekli samo še to, da nas glasba vedno znova navdaja z upanjem. Upanje je pa v teh časih nekaj najbolj pomembnega. In prav je, da se takole kot nocoj ustavimo ob glasbi, se usedemo dol in res premislimo, kaj je v življenju najvažnejše in tudi najbolj pomembno. Ljubezen pa upanje. In veliko upanja in veliko ljubezni vam v tej jeseni, ki prihaja, želimo tudi Modrijani. In da bi še naprej se velikokrat ustavili in na to pomislili ob tej čudoviti slovenski glasbi, ki jo vi tako zelo cenite, ker ste tukaj. Hvala vam in vse najboljše Igorju in njegovi ekipi.
oči ostine skalne sive in viter megle vdal podi. Tam za previsom sonce tone, v dolinah mrak se žiga spi. Potrpi deklica še malo, do vrha leje snežen dan. Ne glej nazaj navzgor ozri se, kjer cilj že nama se Bravo, Modrijani, iskrene čestitke. Blaž, a te še lahko sam nekaj zadržim, da te nekaj vprašam? A veš, prejle sem hotel, sem že Igorja malo začel na tole, da sem ansambl primerjal s partnerskim odnosom, z zakonom, ne? Kako na dolgi rok ohranjati energijo oziroma iskrico oziroma kemijo, in ker tudi vam gre odlično, me zanima še tvoje mnenje. Ja, kredit res rešuje. Kredit rešuje? Ja, Modrijani ga imamo, dolgoročnega, to reši, sicer pa red pa disciplina. A dej? Ja. Zanimivo, ta red pa disciplina se je tudi pri Igorju pojavilo. No, ampak a veste, kako je rekel en možakar, da je rekel, najin recept za dober zakon je jasen. Veliko hodva na takele koncerte, pa na plese. S tem, da žena ob petkih, jaz pa ob sobotah. Pa je zmenjeno, ne? Dobra ideja. Čuj, a imate člani Modrijanov še zmeri tisto doktrino, da na špilih je 0,0, da je popolnoma nič alkohola? Ja, še vedno se tega držimo, to nas rešuje, Okay. da približno v redu zgledamo po 22 letih špilanja. No, hvala lepa. Blaž, veste kaj, ne? Dajmo en aplavz še za njih. Hvala lepa. So cari, ne, Modrijani. 0,0 ansambl. S tem, da oni imajo špilo, oni danes ne smejo. Sam kaj pa mi pa ne špilamo pri Modrijanih, a ne? Veste, zakaj je to? Zaradi tega, ker je zdajle pauza, tako da napovedujemo odmor in v tem odmoru si lahko vsi, ki ne igramo pri Modrijanih, privežemo dušco. Martin, ti se bolj spoznaš na tole. A sem jaz prav slišal, da so tle eni zlati zvoki, jaz sam luči vidim. Ja, pa a ti ne znaš, brat, se ti tamle piše, da že 30 let godejo. 30 let? O, ti hudir, ti 30? Čakaj, kakšen hudir? Ja, pa kje si ga pa videl? Se ga ni? Ja, kako da ga ni? Sem ga jaz presekal. Na 2 kosa sem ga presekal, o polnoči sem ga presekal. Ja, čakaj, pa daj povej, kako je to bilo. Kako je bilo? Saj bi ti povedal, ampak palce nimam, moram po palco. Ja, to je ta tvoj hudir, ja, pet po palco, pet po palco. Karjavelj, jej. Veste, pozabljiv kot njegova koza, ja. Koj bom nazaj, ljudje, samo palco še rabam, ja. Ja. Kako ste pa vi kaj danes? Ja. A vi pa imate svojo palco pri sebi? Mislim, bi si lahko karjavelj sposodil, a ne? Saj so to dobri ljudje. Ja. Ne boš rekel, da bom metlo prinesel paleto na njej, ker ne bom. To bo ta tvoj hudir delal, da. Ja, kaj je hudir? Kdo je rekel, da ni hudirja? Hudir pa je hudir. Saj sem ti povedal, da sem ga na 2 kosa presekal. In to že večkrat. Čakaj, ti bom povedal, kako je bilo. Stojim ob 11
na parki za stražo. Ja, čakaj, prej si rekel ob polnoči, Karjavel. Ob 11 je bilo to še dobro, vem. Sam sem stal, megla je bila in tema kot v rogu. Zeblo me je, pa sablo sem imel. Dremat se mi je začelo, zato sem začel gledati po morju. Ja, čakaj, Karjavel, kako si ti kaj gledal, če je bila pa tema? Naj bo tema. Se sem imel kresilo in gobo in drva, pa sem zakuril. Pa nekaj gor v jamboru pravi, vrr, vrr, vrr. Gledam, nič. Počepnem na tla, pa se parka 3-krat zaguga sem in tja. Gledam, poslušam, nič. Pol pa nekaj pride po morju, po vodi in z nogami pravi comp, comp, comp. Gledam in vidim, da gre hudič. Čakaj, kako si pa videl, da je hudič? Ja, kako ne bi vedel, imel je rdeče hlače, zeleno kapco in take nohte, kot so kavli prvagi. Ja, pa te ni bilo nič strah, Karjavel. Ja, kako me bo strah, če sem imel v rokah ostro sablo? No, pol je ta pošast, ali ta peklenski škrat, splezal gor v parki, prav na glas. Škrep, škrep, škrep. Ko je pa prišel na vrh, se pa meni nasprot postavil. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem rekel in vstiknil ostro sablo in zamahnil in čez glavo bral in loputno lop, pa sem ga presekal. Samega hudiča sem presekal, na 2 kosa. Ja, čak, kako si pa vedel, da si ga presekal? Ja, kako ne bi vedel? Se je 2-krat padlo v morje. Prvič se je slišalo štrbunk, drugič je pa reklo štrbunk. No pa reci potlej, da ga nisem presekal. To ga nisem na 2 kosa presekal. Ja, že dobro, Karjavel. Viš, ko sva ravno pri hudirju, kako pa kaj s to tvojo kozo? A še vedno, ko brščakov na njivo zahaja? O ne, zdaj sem jo že ozdravil kozo, že dolgo je tega. Ja, kako si jo pa ozdravil? Ja, kri sem ji puščal, pa se je popravlja. Vzel sem oster nož, ga brusil in se ulegel na trebuh, prav tiho, za mejo tam prevrzeli, ker je žival noter hodila. Ko ti pride en gobec trave na muli, pa utrga, hrs, spet na muli, to čas se pa jaz stegnem in šop porinem kozi nož v bedro, kri je tekla kot v turški vojski in uboga Dimka je vpila, kot da bi jo odtiral. Ja, pa Karjavel... Jaz sem pa rekel, čakaj, zdaj ne boš več v škoda. Pa da ni crkala. Ne, kje pa? Takoj, ko je tista pregrešna kri odtekla, je ni bilo več videti delati škodo. In zdaj vem, da nima nihče bolj pohlevnega živinčeta. Torej je hudobija v krvi. Ja. Slaba kri pri živali in pri človeku naredi, da se greh dela. Tam na morju imajo take igle, da vsakmu, kdor je hudoben, pregrešen, uporen, puščajo kri. Zato sem jo še jaz kozi puščal. Ja, kokrat so jo pa tebi puščal, Karjavel? Joj, ti zgaga preprisana. Kdaj sem se pa jaz kaj pregrešil, Nikoli. Klin se s klinom zbija, vino z vinom, hudobnost pa s hudobnostjo. Tako sem bučarjevmu konju žgečkljivost odpravil. Odpnem vago, pomerim in mu z viškom eno tako po rebrih presolim,
da se 3 rebra zlomijo. No pa saj to sem ti že morda 100-krat povedal, a ne? Ja, pa te bučar nič ni uštev, ker si tako pohabu konja. Ne, zakaj pa? Se sem mu spet zravnal rebra. Kako? Ja, kako? Kar še enkrat sem loputnil, pa so kosti spet nazaj stopile. Ti kerjavel, dober, to se pravi s konjem znaš, s hudičem znaš, s kozo znaš. Kaj pa ženske kerjavel, a? Jaz sem slišal, da imaš ti eno Urško. Ti, povej mi, kako ste se spoznala, ti? Ja, kako sva se spoznala? Jaz sem rekel, ti. Ona je rekla, ti. Pa je bilo vse. Joj, kozo sem pozabil pomausti. Hudirja, da sem jo pozabil. Pozn je že, mleko jo bo peklo. Dobro. Uživajte. Hvala lepa, Krjavelj je bil Stanko Pelc, 10. brat pa Žiga Bunič. Vse veste, ne, v tem gledališču je bilo letošnje leto namenjeno Josipu Jurčiču, katerega Jurčičevo leto smo sicer praznovali lani ob 140. obletnici Jurčičeve smrti, ampak se veste, bolezen pa ti časi, tako da letos je bilo Jurčičevo in ni čudno, da se Krjavelj pa 10. brat še vedno malo tukajle potepata. Ja, kakor je rekel Krjavelj, ne, ona je rekla ti, jaz sem rekel ti. Pa so pa to slišali Modrijani, pa so rekli ti, ne, tako. Gremo nazaj k koncertu in spet pozdravimo gostitelje ansambl Igor in Zlati zvoki. Nazaj v utečene in dobro uglašene tirnice nocojšnjega koncerta. V naslednji pesmi Labodi na Blejskem jezeru bo naša ušesa razvajal ta značilen glas pevke Jelke. Ni čudno, da je bila Jelka razglašena za najpevko domače glasbe v letih 2000 in 2002. Tudi ansambl sam pa je pridno nizal razne uspehe v svojih 3 desetletjih, med 25 albumi izdanimi v Sloveniji in 17 za nemško govorno področje so se okitili zlato kaseto, platinasto ploščo, tukaj so še najboljši slovenski valček leta 1998, 3 nastopi v sloviti oddaji Muzikantenstadel. No, v oddaji Na zdravje ste nastopili še večkrat, a ne, če malo pristavim piskarček. Leta 2002 so prejeli nagrado Slovenski rubinasti slavček, leta 2013 pa je bil ansambl Igor in Zlati zvoki dobitnik prestižne nagrade Oberkrainer Award, gre za najvišja evropska glasbena priznanja najboljšim izvajalcem, ki igrajo po vzoru Avsenikov, torej v kvintetovski zasedbi. Oberkrainer Award je šel ansamblu Igor in Zlati zvoki. Seveda to še ni vse, kar se tiče uspehov, ampak so rekli, da moramo biti konc do 10. Predvsem pa je pri vseh nagradah, ja, in uspehih treba poudariti naslednje, da za vsakega pravega srčnega muzikanta ni lepše nagrade, kot je zadovoljno občinstvo. Vsaka melodija, ki občinstvu zleze pod kožo, vsako besedilo, ki se jih dotakne, ritmi, ki premaknejo, vse to je tisto največje plačilo, zaradi katerega muzikant hodi sicer zadnji spat, ampak z nasmehom. Najprej nas torej poboža Jelka v pesmi Labodi na Blejskem jezeru, nato nas razgreje njihov kanadski Slovenec Mike, ki bo postal Cowboy Joe, nato pa nas navduši še najmlajša pridobitev ansambla, njihov novi pevec David v valčku Sanjam te. Ansambl Igor in Zlati zvoki. Življenje gre
sanjaj bili labod, malične liti razsveti povsod, za klic ljubezni kodre ne bo in zadnji pozdrav bo čas za slovo. Plavaj, plavaj, bili labod, ko pride zima, odšel boš od tod, pomladi pa čakal znova bo spet, da v soncu pozdravite bled. Imamo še klobuk s sabo. Končno. Sem deklica še mlada in fante gledam rada, ali se takega še spoznala, da bi oddala v srce, pa kar naprej izbiram, z ustanki malo šmiram. Moj sosed vozima pa bratranca je dolgo Joe z Amerike. Oh yeah! Ti si prima punca, na tebi vse se punca. Najrajši bi na ranč te pijal, ne moje lepe kravice. Takoj te bom oženil in srček te zaklenil. The Mary Keebush, my lovely lady, the prava cowboy deklica. Ale cowboy Joe je smešal deklico, preštejmo v srebra in kosti. Potem pa še šarno plačal, dragon svet deklet pač pri nas pocenjeni. Ko zaljubiš se, ni mej in ne prekar, kot strela z jasnega udarite. Važno ni, če si starejši ali mlad, en pogled je srce ujame se. Kitara zaigra se pesmi za srce, le tebe ni, z menoj te ni in to boli. Zlava zbor je moj pogled, želim odpluti stran, politju brez tebe bom sanjal sam. Sanjam, sanjam te, ko šumijo valovi, ti bila si vse, vse za moje srce. Teče čas naprej, vedni časi bežijo, lepo litja mi, v njebi manjkaš le ti, tvoje modre oči. Tako lep valček, sanjam te. In zdajle, Igor, je prišel tisti trenutek, ko moramo malo bolj predstaviti vašo zasedbo, posamezne člane, pa tako, rekel bi en tak talk show, dajmo narediti, da vsi lahko sodelujemo, pa brez dlake na jeziku, povejmo tudi tisto, kar ni mogoče na prvo žogo vsem jasno. In če se strinjaš, bi začela pri najnovejši pridobitvi, a veš, da tudi pojasnimo, ko sem prej rekel, da v ansamblu nastopa duh. In ker je ravno David, lahko stopiš naprej, David po priimku Duh. Dobro reči. Dejansko se piše Duh, tako lepo odpel tole pesem, predlagam, da njega najprej predstavimo. Zelo vesel sem, da smo dobili takšno kapaciteto vokalno, tudi poslušalci, gledalci so opazili to in so te bogato nagradili z aplavzom. In kako lepo je, da recimo
čisti Prekmurec, tako lepo zna tudi v čisti slovenščini zapet, ampak jaz mislim, da je prav, da pozdraviš tole super publiko danes tudi v prekmurščini, David, prosim, evo. Okay. Dober večer vsem skup, jaz sem David, z Prekmurja, to je tisti konec Slovenije, za katerega vsi pravite, ko tako čudno guči, pa ko zrašaš je, pa v kmici sumiča boja. Ja, super, a ne? Jaz ne vem, kako je z vami, jaz se smejim, pa tudi plosko bi razumel, nisem pa nič, ne? No, štima, David, odlično, sej Igor, lahko kdorkoli prevzame, ne vem, kam bi šli naprej, a gremo na Martina. Martin, bas, pa bariton in človek z najlepšo frizuro v ansamblu, kako? Vsega že jaz skušam kopirati počas. Ampak njegov oče je že igral pri vas, a ne? Ja, to je pa res lepa zgodba, kar se tiče vsaj dveh muzikantov, ki so že 6 let pri nas, sta pri nas, Martin Frice, sin Vinka Freceta, ki je danes tudi na koncertu in ga lepo pozdravljam. Vinko je prvi 10 let igral pri našem ansamblu, strašno lepi spomini in seveda to je kako naj rečem, dinastija Frece, ne? Kdo jih ne pozna, ne? Tako je Martin tudi nekako udeležen v tej rodbini, ki so res strašni muzikanti in sem vesel, da je z nami in da tole družinsko pot naprej pelje tudi pri ansamblu Igor in Zlati zvoki. Bravo, Martin! Pol imate pa še enega člana s strašansko lepim imenom, to je pa Boštjan Lašič na trobenti, profesor trobente. On je pa sin Slavka Lašiča, ki je bil naš prvi trobentač v ansamblu, tako tudi Boštjan nadaljuje pot po očetu, to pomeni, da smo tudi še z očetom v dobrih odnosih, se pravi, da je priporočil svojega sina k našemu ansamblu, tako da smo strašno zadovoljni tudi mi in s Boštjanom. Boštjan je profesor trobente, ne, pa imate pa še enega profesora in sicer profesor saksofona na glasbeni šoli Zmago Tkavc na klarinetu. Klarineta. Zmago Tkavc. Okej, profesor klarineta, ja, v redu, okej. On je imel tudi pred 2 ali 3 leti težko nalogo nadomestiti našega Branko Tajana, ki ga tudi pozdravljam. Branko Jan, ki je 27 let pri nas igral klarinet. On je imel najtežjo nalogo, ker Branko je bil član, ki je najdlje igral pri nas, ima najdaljši staž, razmanjek, imam 30 let, ne? Moram pa nekaj povedati, ne? Lani je bila kar problematika zaradi nastopov, ker so bili koronski ukrepi in samo septembra se je malo sprostilo. In Zmago je pa ravno takrat fasil korono in cel mesec je namesto njega špilo Branko, naš prejšnji klarinetist. Tako da Zmago ni imel od tega čisto nič, kar se lani tiče. No, pol imamo pa tegale vašega kanadskega Slovenca, Majka Orešarja. En aplavz še za Majka, enega najbolj univerzalnih in studijskih kitaristov v Sloveniji, ne? Ja, res je, on je pa tak fajn človek, pa neskompliciran in če smo v dvomi, ker jaz sem pa po naravi bolj komplikator, če ne vem, kaj napraviti v kakšnem trenutku, pa kličem Majka. Majk, kaj bi ti naredil? Majk mi vedno pove. Tako da, hvala, Majk. Ni zakaj. To boste vsi razumeli, da sem zdaj šel v smislu dramaturgije, da se stopnjuje, ne? Da se stopnjuje, zato Jelka sem te dal šele zdajle, zaradi tega, ker si, a veš, no, ker gremo gor po stopničkah, ne? Se počasi spenjamo. Mislite, da mi je verjela? No, Igor, zdaj pa, prosim, ti se še izkaži z enim takim lepim slavospevom vaši čudoviti pevki Jelki. No, z Jelko
sva se spoznala pred 26 leti na Celjskem sejmu. Evo. Celjski obrtni se. Ja, ravno smo bili brez pevke in sta bili z možem bila tudi, midva smo bila pa z mojo ženo in sem Jelko videl, pa sem vedel, da nikjer Ornk ne poje v tistem času, pa sem rekel, Jelko, a bi ti pa šla na audicijo? Pa je rekla, pridem. No, in je naredila uspešno in je 26 let že uspešno pri nas in je naredila imič ansambla in jaz ansambla brez Jelke ne predstavljam, da bi kakšna druga pevka pela. Bravo Jelka, hvala ti. No, to je pa zanimivo. Ker jaz iz tistih koncev vem, da mednarodnem obrtnem sejmu v Celju res ponuja en kup stvari, da pa se tudi pevko da dobiti tam, to pa No, zdaj veš. Neverjetno, res. Kakšna univerzalnost. No, zdaj me pa zanima, kdo izmed vas si pa drzne predstaviti Igorja Podpečana? Kdo bo zdaj le malo prevzel? Mike? Ne, ti dej. Jaz lahko preberem, prosim lepo. Harmonika, vokal, pozavna. Kot komponist in aranžer je prejel več nagrad na festivalih, piše za skupine ter manjše in večje orkestrske zasedbe. Edini, ki je zraven čisto začetka, povezan s tradicijo Avsenika in Slaka. Igor, to je pa zanimivo, ti si pa kar povezan z obemi največjimi imeni. Z Avsenikom smo že povedali, kako si pa Slaki? Ja, Lojze Slaki s svojim ansamblom kar precej poznal pri meni v studiu. Predvsem pa moram reči, da zadnje 4 plošče so bile čisto cele narejene in posnete pri nas v studiu. Pa nekako sem se tudi povezal v tistem času s fanti iz Praprotna, pri katerih sem tudi v zadnji zasedbi, ko so žal začeli legendarni člani zapuščati ta svet, sem tudi nadomečal in skušal pomagati tej legendarni zasedbi. Torej, pri Avsenikih, pri Slakih, pa pri Igorju in Zlatih zvokih. Ja, me veseli, da smo vas lahko tudi od blizu malo bolj spoznali in kot rečeno, zdaj je že skrajni čas, da vas damo tudi malce pet in igrat. In čas je za novo pesem, z vami je danes ansambel Igor in Zlati zvoki že 30 let. Tako počasih tamnice, na drugi je pri tebi in pozabila si večer. Iz sedemce prihaja, tako lahko za mano je. Prijatelji vsi že spijo, jaz pa se vrate spomnil se.
bolečine, se mi v palcih utrgamo, na ustnah ognemi. Ujemi me grozi, silno presune, da podoba sin naših dni, dekletce črnih oči. Stala je na Tolstoju, zavita v megli, ročici nemo prosita za košček kruha črnega. Mimo so ljudi hodili, tako kot da je ni. Te beračice drobcene, teh žalostnih oči. Duša zajoka, krik bolečine, se mi v palcih utrgamo, na ustnah ognemi. Vnemi me grozi, silno presune, da podoba sin naših dni, dekletce črnih oči. Hvala lepa. Ja, nismo zastonj prej, Jelke hvalili, ne? Veste, kako je ansamblu Igor in Zlati zvoki nocoj ne ploskamo samo zato, ker nam dvigujejo razpoloženje in nas razvajajo z lepimi melodijami, ampak tudi zato, ker so med nas pripeljali izjemne glasbene goste, njihove prijatelje, ki so na tak ali drugačen način povezani v skupno zgodbo. Tudi naslednji so vsega občudovanja vredni, saj gre za zasedbo, ki neprekinjeno deluje že od leta 1954. Lani to je kar malo neverjetno, ne? Lani so se po 67 letih obstoja celo vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu. Enostavno je kar težko najti primerne besede, ki bi primerno izrazile globoko spoštovanje, ki si ga za tako častitljivo dobo zasluži zasedba iz Koroške, ki jo imamo privilegij pozdraviti nocoj. Dame in gospodje, z nami ansambel Štirje kovači. Dobrodošli. Čudovito vas je videti in gospod Šegovc mi je malo prejle zaupal, da tale prvi valček, ki ga bomo zdaj slišali, je njegov prvi valček iz leta 53, prosim lepo, prvi valček z naslovom Pridi zvečer. Z vami Štirje kovači. Neki večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla miloš. Rož rdeči, tam se krivo, sem draga za tebe natrgal. Žarel je so jutranji in še vedno sem čakal za mnom. Vesel upan, takrat sem bil sklenil, da ostal bolj vedno sam. Dragi, ne daj tega nikar, takrat sem bila še mlada. Zdaj bi lahko srečna moment, imela sem vedno rada. Daj mi povej, ali si moj, ali me vedno boš ljubil, pa mi daj.
Hvala. Pa veselo na njih pohiti, vreme je lepo, rad se mudi. Kadar nasipa, žvižga si prepliva, če bo pšenička vrtala bo, kruha dosti bo. Gremo na Pavle, a ne? Štirje Kovači, še enkrat dobrodošli. En kratek klepet bi rad z vami naredil in sicer tudi vi ste zelo povezani z Igorjem Podpečanom in z njegovim studijem Franc in Hermina. Lahko si razdelita besedo, kakor si želita, ampak samo da povemo, kaj vse ste že tam počeli, koliko ste že tam posneli stvari. Ja, tam so zelo veliko posneli in dobro posneli in skupno seveda Štirje Kovači imamo 47 projektov v 68 letih. In hvala. Imamo tudi zelo lepe in dobre spomine na snemanja pri Igorju. Sicer pa je Igor z naših koncev doma iz Slovenj Gradca. No, tako. To smo Korošci. No. Ja, se res, zdaj ste me pa spomnili, da sem še jaz rojen v Slovenj Gradcu, da ne boste mislili. Ampak, a veste, s temi Štirimi Kovači, to so res take nore številke, take nori podatki vezani, da človeku kar res ni jasno. No. Prvi so tukaj leta, potem gospod Šegovc ima na vesti prek 600 melodij napisanih. Preko 800. Preko 800, moj bog. Treba na Wikipediji takoj popraviti. Leta 97 je bil okronan za kralja polk in valčkov, torej 43 posnetih glasbenih projektov. To so res neverjetne, ampak zdaj pa še vprašanje tudi, ne za vajen zakon, ampak veste, kaj me zanima, za kemijo v zakonu, ne? V ansamblu, pardon, skozi mi gre tja. Skratka, kako ohraniti kemijo na, tukaj pa res lahko rečemo na dolgi rok, ne? Na dolgi rok, na dolge kilometre, kaj je tisto, kar drži ansambl skupaj, po vašem mnenju? Jaz bi takole rekla, Franc je rekel, da nocoj naj samo jaz govorim. Aha. Ne vem zakaj. Ženske imamo glavno besedo vedno, Mislim, ne? ja, zaradi tega, veste kako je. Jaz sem hotela povedati, kakšna je kemija v zakonu, ampak je že mora dobra kemija pri nas biti, Ja. ker smo tako dolgo v zakonu. Za naše fante morajo pa fanti povedati, ampak ne zato, ker je France moj mož, jaz moram to povedati, je človek, ki zna povezovati. V našem ansamblu se je menjavalo samo 12 članov in to zaradi tega, ker so pač bolezni, nekaj je že tudi žal pokojnih. In tako da mi imamo kar, a povem, kako dolgo smo že skupaj, koliko let ima kdo posamezno. Ne, povem, lahko. Ampak če rečemo, lahko rečemo po oglasih. Ja. No, skratka, en povezovalni člen mora biti, ja. To je res častitljivo, ampak sem se spomnil pa še zdaj pa spet na kemijo, pa na to v zakonu, ne. Mi je zadnjič žena rekla, da pogrešam take izhode, kot sva jih imela, preden sva bila poročena. Rekel, preden sva bila, super ideja, pa sem jo pel v kino, pa eno večerjo, pa sem jo pa pustil pri njenih starših. Pa je šlo. Ansambl Štirje Kovači nam danes zgodaj, izvolite.
sosedu so bile male punčke kri. Tista ta najmlajša se rada jokala je, bila je luškana, a zmeraj objokana. Zato sem ji dejal, ti si mala solzica, bila je luškana, a zmeraj objokana. Zato sem ji dejal, ti si mala solzica. Ja, zdaj pa je na vrsti tista Rženova Tinka, da vam malo povemo, kako je nastala ta skladba. Naši štirje kovači takrat, ko še niso imeli žensko pevko zraven, so hodili z Dolenjske zjutraj ob 4, ko so prišli v svoj domači kraj Troble pri Slovenj Gradcu, so vedno potrkali, pri Rženo je bila gostilna na okno, gospa je vstala zjutraj ob 4. In ko so potrkali, je vprašala, kdo pa trka? So rekli štirje kovači. Rekla, ja, te bom pa kar vstala, vem, da ste žejni. In gospa Tinka je dala špricarje, ampak veste, kaj se je zgodilo pa kasneje? Ko je pa prišla ženska zraven, jok, špricarjev ni bilo več. In ta ženska sem bila jaz. Pa ni tako podobno. Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav do hišice ljubavila popelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsak dobi, kaj Tinka je ime. Čeka ti, med vami je še zjučal ti, naj gostilo krzino pohiti. Stara to navada je, vsak dan gostilno gre. Kadar pride še Tinka na samočkiti, pa je ura podnegal pa jutro 3. In ko steže kot želiš, vse kaj hočeš to dobiš. Že natoči divica pa konjaka, časi tudi malone za doda. Hvala lepa, ampak zdaj tisti, viža stoletja, kam le čas beži in prosimo, da zapojete z nami. O ja, seveda. Dobro. Evo ga, to je bil pa najlepši možen avizo za začetek naslednje glasbene točke. Sej, pride tole, ampak veste kaj, ne boste sami, ne boste sami, ker tukaj se bo zgodila ena velika združena glasbena točka. Ja, pravijo, da kadar je hiter konec, pomeni, da je bilo lepo, ne? Ker čas hitreje teče takrat, kadar se ima človek lepo in upam, da je bilo tudi nocoj tako. 4 kovačem je tako minilo 68 let, Igorju in Zlatim zvokom 30 in ja, tudi ta večer je prišel do točke, ko bomo lahko skupaj rekli, kam le čas beži.
S tem, da ne bomo tega samo rekli, ampak bomo kar vsi skupaj zapeli. Z glasbeniki na odru. Leta 2000 je skladba dobila nagrado Zlati petelin in bila razglašena za vižo stoletja. Predvsem pa bomo tole skladbo zdaj dobili servirano na tak način, kot je morda do zdaj še nismo. In sicer skupaj s kombinacijo vseh nocojšnjih glasbenikov. Kar pomeni, da Modrijani, štirje kovači ter gostitelji Igor in Zlati zvoki, tisti, ki še niste na odru, prosim, vabim vas vse na oder. Igor in Zlati zvoki, tudi Modrijani so tukaj, ter seveda legendarni štirje kovači, ter mešani pevski zbor poletnega gledališča Studenec. Vsi skupaj na 1. septembra 2022, kam le čas beži, izvolite.
Čestitke vsem, hvala lepa za tako veličastno točko. Ja, mislim, ljudje ne bojo vedno več proti. A ne? Franc Šegovc, hitri spretni prsti. Na tej točki hvala tudi Arboretumu Volčji potok za okrasitev odra in hvala dekleti. Košaro s cvetjem je podarila cvetličarna Omers iz Domžalja. Si bo moral vsak vzeti kakšno rožico ven, pa bo potem tale košarica veliko lepše stala. Tako da glasbeniki, prosim lepo, rožice so za vas. Spoštovana publika, zadnjo besedo, kar se tiče skladbe, bomo seveda dali gostiteljem ansamblu Igor in Zlati zvoki, ampak jaz predlagam, da glasbeniki ostanete na odru in da se vsi skupaj poslovimo od te čudovite publike in od tega res fantastičnega in nepozabnega večera. Igor in Zlati zvoki, prosim, stopite k mikrofonom in za eno zaključno pesem, za en zaključni bis smo mi z veseljem z vami. Jaz bom pa odigral vlogo mične hostese in bom razdelil tele rožice ta čas. Aha. Boštjan je zasedel, vmes povedal. Hvala lepa, da ste prišli, čudovita publika. Moram reči, da so Modrijani navdušeni, da so štirje kovači navdušeni, da takšne publike že dolgo niso imeli na svojih nastopih. Mi bomo pa za zaključek zagrali še skladbo, ki jo z uspehom izvajamo po vsej Evropi, pa tudi v Kanadi, pa Ameriki smo jo. Pojemo pa vsak v enem od evropskih jezikov, to je pa skladba Halo Evropa, hvala lepa za vaš obisk in lepo se imejte še naprej. Halo Evropa.
halo prijatelji, v novi dom smo skupaj združeni, z veselo polko in zvoki zlatimi, se veselimo skupaj vsi. Hallo Europa, bei Großes Oberkrein. Wir wollen heute mit euch fröhlich sein. Jetzt wo die Gläser, egal ob Wein ob Bier, ein frohes Fest, das wünschen wir. Ensemble on va remplir le champagne à la main, l'amour est dans nos cœurs pour vivre le rêve. Les nuits de Paris, au soleil de Provence, on aime ces deux airs de la France. Sziasztok, magyarok, egy nagyon barátok, Európa a mi közösöknek. Ti jól játszátok, a magyar csatás, minket a polka repít fel. Nazdar kamaradi, pod jedno strehu i smetec sporečnje, s veselou polkou a stoni zlatými, se mějme rádi všichni my. Together we're here, and we'll all have a beer and sing this great song. It won't take too long. From north, south, and east, west, together we're one. And now we can all have some fun. Europa, buongiorno amici, senza confini siamo unici, la vostra pizza ci fa impazzire, suoniamo, balliamo, ci divertiamo. Domači da sam kdo spozna, kjerkoli v Evropi vodi nas pot, zato jo negujmo iz vsega srca, ohranja slovenski narod. Halo Evropa, halo prijatelji, v novi dom smo skupaj združeni, z veselo polko in zvoki zlatimi, se veselimo skupaj vsi, se veselimo skupaj vsi, se veselimo skupaj vsi. Halo, studenec! Čestitke vsem nastopajočim, zdaj pa bi prosil res vse zbrane glasbenike, ansambl Štirje kovači, prosim, stopite malo bližje, pa stopimo skupaj, da se res primerno poslovimo od tega čudovitega občinstva. Takole, čim bolj skupaj rečejo fotografi, a ne, za eno lepo gasilsko sliko. Tako en čudovit spomin na tale res nepozaben večer. Spoštovano občinstvo, zelo smo vam hvaležni. Hvala. A bi še radi kaj slišali? Sam zdaj bomo pa nek en eksperiment naredili. Je tak gromozanski auditorij, ampak mi bomo zaigrali brez ozvočenja. Ampak bomo rabili res absolutno tišino, tiste 2-3 minute. Naša Jelka bo pa zapela en čudovit valček, legendarni valček, ustanovitelja narodno-zabavne ansamble, ustanovitelja narodno-zabavne glasbe, Slavka in Vilka Avsenika, moj rodni kraj, moj rodni dom, mi pa bomo tole pospremljali. Thank you.
pozabil te ne bom, samo za te živim. Moj nižna koškar janček moj, odpev si mi nekoč. Saj jutri spet tak daljni svet bo šel in vse bo krač. Spomnim na